Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni. V naslednjih minutah si boste lahko ogledali kratko reportažo o humanitarnosti, v kateri bodo spregovorili Jolanta, Katja, Laura in Krisova mati Katja, za katerega se tokrat zbira denar. Glede na to, da tale projekt ne poznam ravno dobro, pa verjetno tudi naši gledalci ne, vas prosim, da ga malce predstavite. Ja, z veseljem. To je dobrodelni projekt Mavrično srce z namenom, da šivamo za fanta Krisa Božiča iz Trbovelj, ki ima težjo obliko avtizma. Organiziramo ga pa članice Facebook skupine Slovenija Patchwork. In kaj to pomeni? Mislite patchwork, kaj pomeni? Patchwork je ena veja šivanja, po slovensko se ji reče krpanka. To pomeni, da iz različnih geometrijskih likov blaga sestavimo potem en motiv, ki ga dokončamo v nek šiviljski izdelek. Ali je to kakšno posteljno pregrinjalo, ali so to blazine, kaj podobnega. Obstaja pa več različnih tehnik, kako to lahko počnemo. Od kje vam znanje? Jaz se s šiviljstvom ukvarjam že dosti časa, izhajam tudi iz šiviljske družine. Pred malo več kot 20 leti sem pa naletela na patchwork, v bistvu mi ga je predstavila ena prijateljica, ker sem živela blizu Italije in sem potem počasi začela pridobivati to znanje, ki sem ga z leti seveda nadgrajevala. In kako se potem denar zbira za tisti namen, ki ga nekako določite? Pri nas smo se v skupini dogovorile, da bomo zašile prevleke za blazine. Projekt je, kot sem rekla, poimenovan Mavrično srce, zato smo se odločile, da šivamo prevleke za blazine z motivom src. Jaz sem dala neka navodila, s tem pa, da v skupini smo od popolnih začetnic do mojstric, zato so tako raznoliki izdelki, ker smo se gibale samo znotraj nekega okvirja, da je motiv srce, ni pa nujno, da je bil zašit prav po mojih navodilih. Tako, s tem se je začelo, da smo zašile te prevleke, naredile smo jih pa 59, v samem projektu je sodelovalo pa 53 članic te skupine. In kako potem to nekako spravite do ljudi, pa kako pridete do denarja za tisti posamezni namen? Ja, tako, zdaj, mi nismo imeli teh izkušenj, nismo niti društvo, mi smo pač ene ljubiteljce te veje šivanja, in potem nas je kasneje, ko smo se povezali s Katjo, nas je povezala z Lauro iz Goršek iz Društva prijateljev mladine Trbovlje. Tam smo se pač domenili, da bomo izvedli Facebook licitacijo izdelkov, vsakemu izdelku smo določili izklicno ceno. Seveda Laura nam je priskočila na pomoč z vsem znanjem, ki ga ima okoli organizacije dobrodelnih projektov, tako da se je odprl tudi poseben bančni račun, kjer lahko ljudje nakažejo poljubne zneske, kot donacijo za Kristjano, za to akcijo za Krisa, in pa SMS donacije imamo srce 5 na 1919. Se je doslej že kaj nabralo?
Točnega zneska žal še ne vemo, ker smo včeraj zaključili Facebook licitacijo, nekaj izdelkov je ostalo še neprodanih, nimamo pa še teh podatkov, koliko je bilo SMS donacij in pa teh nakazil, tako da srčno upamo, da bo tega čim več in da seveda v času te razstave, ki jo imamo tukaj v Delavskem domu, da prodamo še vse ostale izdelke, imamo tudi možnost, da darujejo v škatlo za prostovoljne prispevke, tako da to je to. Kako pa to, da ste se nekako odločile, dekleta oziroma tiste, ki ste šivale, da bo šel tokrat denar za Krisa? Jaz sem v bistvu en večer, to se je zgodilo že dejansko februarja 2020, pa je potem posegla vmes korona. Jaz sem slučajno nekaj brskala po Facebooku in naletela na Katino zgodbo, Katja je mamica od Krisa, ki je en tak zelo ganljiv zapis napisala in jaz sem to pa mlela, kako se ona bori, kako so vsi rekli, ne obupa, pa ni, in sem potem podala ta predlog v tej skupini, ker imam pač podporo teh čudovitih šivil, ki smo skupaj že naredili 2 dobrodelna projekta. Tako sem bila prepričana v to, da me bojo podprli in res so me, to se je zgodilo zelo hitro, jaz sem dala idejo, pobudo, one so se prijavile in so že šivale, pa se pa zaradi koronske situacije malo vse ustavilo, tako da smo vse ponovno zagnale šele letos poleti. In pa ker smo seveda iz te neke začetne ideje, da bojo to nastajale neke prevleke, ki jih bomo enkrat prodali na licitaciji, potem ugotovili, da bo teh sredstev s temi prevlekami premalo. Pa smo zašile še en ta kvilt, ki je tle razstavljen, to je skupni izdelek, kjer je posamezna članica prispevala en srček, jaz sem to povezala v celoto in smo ga dokončali v posteljno pregrinjalo. Iz preostalih src, ki so bili pa viška, smo naredili pa še prevleko za blazino pa prijemalke, tako da ko smo pa ugotovili, da rabimo še več tega, sem jih pa še pozvala, da če so pripravljene zašiti še kaj in imamo na voljo številne izdelke, ki jih tudi šivamo, od peresnice, nahrbtnika, do umetniških slik, ki so v bistvu delo naših članov ali prijateljev naše skupine. Čisto vse se pa ne da nekako kupiti, ne? Ja, na tej razstavi so razstavljeni tudi naši izdelki, ki niso na voljo, ker smo se želeli predstaviti, da ljudje v Sloveniji tudi malo spoznajo, s čim se vse ženske v Sloveniji ukvarjamo. Sicer imamo tudi enega fanta člana, je edini med nami, ampak vseeno, tudi moški šivajo, patchwork, tako da smo želeli pokazati, kaj vse lahko nastane s šivanjem. No, na Facebooku je bila prodaja preko licitacije, kako bo pa tu? Ne vem, pri vsakem izdelku piše, kolikšna je cena? Vsak izdelek ima neko izklicno ceno, seveda lahko se ga kupi po tej izklicni ceni ali pa lahko doniraš tudi več, zaželjeno je, In pa seveda ta škatla, kjer so prostovoljni prispevki, še vedno so SMS donacije, še vedno je odprt TRR, tako da možnosti je še veliko in SMS donacije bojo do konca januarja v bistvu. No, zakaj bo pa to Krisova mama porabila oziroma za kakšno zdravljenje, bo pa to potem v nadaljevanju povedala kar sama, če se strinjate? Bo povedala sama, najboljše, jaz samo upam, da res uspemo čim več teh sredstev zbrati, ker gre to seveda za eno potrebno operacijo za Krisa, za bolj kakovostno življenje in hvala vsem, ki bojo donirali ali pa so že kupili naše izdelke. Če vas korona ni ustavila, potem verjamem, da bo šla ta akcija za kakšen drugi namen še naprej, ne? Tako, ne damo se.
Katja, mi dva se že kar precej let poznava. Moram reči, da tudi tvojega drugega sina Kristjana že vrsto let spremljam. Vem, kakšen je bil pred leti, ne? In kako napreduje iz leta v leto. Veliko mu je pomagalo pri tem tudi razni zdravstveni posegi. Kako gledaš ti na Krisa, pa tudi na vse te dobrodelnosti, ki nekako Krisu omogočajo lepše življenje, pa tudi tebi? Ja, tako bom rekla, jaz sem neizmerno vesela in hvaležna, da smo skupaj prehodili to pot, da hodimo to pot, da uživava podporo ljudi, dobrih ljudi, srčnih ljudi, ki so nama na tej poti izredno pomagali, da mu je bila omogočena prva operacija z izvornimi celicami, po kateri je izredno napredoval. Potem smo skupaj peljali projekt Zasavski humanitarni tek, mu omogočili še eno operacijo z izvornimi celicami in potem zadnja operacija v letu 2017, ki mu je tudi, bom rekla, bistveno izboljšala kvaliteto življenja. Je pa stvar v tem, da celice, ki jih pridobi z operacijo, zaradi težkih kovin v organizmu propadajo. Se pravi, on ima v organizmu živo srebro, aluminij in druge težke kovine, ki mu uničujejo celice. Se pravi, hkrati s tem je potrebno tudi razstrupljanje organizma in dokler so v organizmu težke kovine, so pač ti posegi še vedno potrebni. Zdaj, glede na to, da je od zadnje operacije že skoraj 5 let, stanje se je tudi, bom rekla, majčkeno poslabšalo, je nujno potrebno nadaljevati s posegom, da pač ohranimo, bom rekla, napredke in seveda tudi za nove napredke, ter da se mu še izboljša kvaliteta življenja. Seveda je pa ta poseg v tujini niti ni najbolj poceni. Koliko je stroškov, kdaj računaš, da bi lahko do tega posega prišlo? Operacija sama stane 14.000 evrov. Je tako, da takrat, ko smo zbirali sredstva za njegovo drugo operacijo, je tudi Kristjan imel svoje samostojne razstave, namreč po prvi operaciji z izvornimi celicami je začel izdelovati origami izdelke, plesti sovice. Tako da v tistem letu se je odvilo kar 7 njegovih samostojnih razstav, na kar sem zelo ponosna. Tako da je tudi sam veliko pripomogel k temu, da so se sredstva zbirala in da si je takrat pomagal, bom rekla, k nadaljnjemu zdravljenju. Tako da... Kje pa bo poseg? Ja, poseg je pa na Dunaju in takrat je pač klinika, ker je v priliki ene izmed teh razstav bila ena škatlica s prostovoljnimi prispevki izropana. Nam je klinika takrat stopila nasproti in so rekli, toliko, kakor ste zbrali, pa bomo naredili. Tako da za drugo operacijo smo dejansko plačali 6.000 evrov, kot je bilo takrat zbranih, sicer pa operacija stane 14.000 evrov. Kdaj računaš, da bo toliko denarja zbranega, da bo lahko šel Kris ponovno na ta poseg? Glede na vse tole, kar so deklice pripravile, bom rekla, vse te čudovite izdelke, ki verjamem, da se bodo prodali, pa glede na tole zbiranje prostovoljnih prispevkov in SMS donacij, upam, da bi morda naslednje poletje lahko imel tudi še eno to operacijo z izvornimi celicami. Takrat se pa gotovo spet srečamo in pogledamo, kako je s Krisom naprej. Mogoče še kakšno besedo tudi o samem Rensu. Še uporablja Kris tudi to prehransko dopolnilo, ki mu je svoj čas kar precej pomagalo? Ja, Kristjan je po drugi operaciji z izvornimi celicami začel uporabljati Rens, se pravi ravno z namenom, da se iz organizma izločijo težke kovine. In mi smo dejansko še v procesu razstrupljanja, tako da dejansko še potrebuje, bom rekla, nek pripomoček, da se težke kovine izločajo, ne? Ker tega je veliko, ponavadi se zasidrajo ravno v možganih, operacija to povleče ven iz možganov, potem pa se potrebuje nekaj, da se to izloči iz organizma. In tukaj se je do sedaj Rens izkazal pač za najbolj učinkovito sredstvo in seveda nadaljujemo. Ja. Svetniki. Obračajo se strani koledarja, obračajo se že okostja v grobu, kot tudi volneni odpadki predmestnih predilnic, tam nekje zadaj po odročnih vaseh. Vsi ti svetniki, ki pobliž prihajajo, pa le naj prihajajo, saj si zaslužijo, saj pod vodstvom so srca,
pa naj še svoje norosti trosijo. Vsi tisti, ki dol na zemljo pisma nosijo, in vsi takšni svetniki, ki so malo drugačni, so tako malo frajerski, so nove dobe svetniki. Takšni zvezdnih strun modrosti točijo, takšni sami po noči se sprehajajo, kakšne bi na grmade se metalo, tako mnogi pravijo, tako da ne bi se oblik spreminjalo. Vsi ti svetniki še trkajo po podu, trkajo po strešnem oknu, plešejo po zapuščenih kleteh, pa tudi pojejo, o da, tudi pojejo. Pojejo najslajše napeve, pa sledi puščajo in uganke, za tiste, ki oči imajo, za tiste, ki dobro slišijo, za tiste, ki v negibnosti propadajo. Še zdaj po časovnem traku se sprehajajo, še zdaj tam spomeniku modrosti oči brišejo, pa naj še tam po pesku nove smeri brišejo, da gledalo bi se globoko, da vidi so obzorne širno. Hvala. Laura, največkrat te srečujem na takšnih dobrodelnih humanitarnih prireditvah. Ne vem, si taka ženska za to, ne? Vse tako zgleda, ja, da se najdemo. V bistvu pač sem tip človeka, ki, če se le da, rada pomagam že od nekdaj, če je opcija, da pride nekomu nasproti, zakaj pa ne. In kako si prišla v stik, ali pa je Jolanda prišla v stik s tabo? Seveda preko Katje. Jolanda in Katja sta bili v kontaktu. Katja se je tako spomnila na nas, ker v bistvu že ves čas smo sodelovali od odraščanja Kristjana in se je zdelo, da bi bilo najbolj, da vse skupaj povežemo, sploh če se bo dogodek odvijal v Trbovljah, da je super v bistvu, da je tudi podpora ene lokalne organizacije, s čemu smo pa z veseljem pristopili. No, kljub epidemiji pa pogojem PCT se je tu tokrat na tej razstavi zbralo kar lepo število ljudi. Jaz upam, da bo tudi izkupiček temu primeren. Kako pa sicer še lahko darujejo tisti, ki bi želeli kaj darovati za Kristjanovo zdravje? Ja, vse do konca meseca januarja. Kot prvo so odprte še SMS donacije pri vseh operaterjih in sicer lahko pošljete SMS na številko 1919 s ključno besedo srce 5 ali pa nakažete sredstva na račun Društva prijateljev mladine Trbovlje, Trg Svobode 11, 1420 Trbovlje. Naš TRR pa se glasi SI 56 6100 001 9204 698 s klicno številko 14/2021, namen za Krisa. Če pa seveda si podatkov niste zapomnili, pa vedno dobrodošli, da pokličete našo številko 041 618 414, kjer vam bomo z veseljem pomagali, ker nam bo vsaka donacija oziroma Kristjanu prišla še kako prav. No, ti Katjo pa tudi Krisa poznaš že vrsto let. Kako spremljaš sama njegovo zdravljenje, njegovo odraščanje? Katja in Kristjan sta bila v bistvu moja prva izkušnja z avtizmom, sploh poznavanjem tega. Preko njune poti sem videla v bistvu, kaj vse je možno doseči, če si res vztrajen starš, če se res maksimalno trudiš, ampak bom rekla, da to vzame veliko časa, veliko potrpljenja, veliko neke energije, ne? Ampak, ko pa vidiš napredek prej sedaj, pa resnično ne moreš verjeti, kaj je v bistvu z operacijami, z izvornimi celicami, s pravilno prehrano in vsemi ostalimi zdravljenimi Kristjan dosegal. No, to ni prvič, da Društvo prijateljev mladine pomaga Katini družini. Organizirali smo že zasavski humanitarni tek, pa tudi že kakšen drugo humanitarno licitacijo ali pa kaj podobnega, kaj ne? Res je, v bistvu je tudi že takrat Kristjan začel že po prvi operaciji z izdelavo origamijev, osovice, tako v bistvu pripravljal svoje razstave, s katerimi smo začeli zbiranjem donacijskih sredstev, potem smo seveda skupaj s humanitarnim tekom priskočili na pomoč in omogočili tako Kristjanu še nadaljne operacije oziroma zdravljenja. Ta zadnja pa upamo, da bo tudi šla skozi in da bo uspešna. Vedno pa pri tem pomagajo ali pa pomagajo tudi različna društva, ustanove, glasbena šola, verjetno tudi delavski dom, ki je pomagal pri tem projektu. Kako pomagajo? Vsekakor, ja. Kot prvo, delavski dom Trbovlje nam je brez problema odstopil vse prostore, namenil njihove zaposlene, da so se vzeli čas, nam pomagali pripraviti razstavo.
in omogočili v teh razmerah, da smo pripravili vse, kar je potrebno. Glasbena šola Trbovlje, kot vedno, pokličeš, takoj so za stvar. En kup ljudi, bom rekla tudi občina Trbovlje, se je odločila prispevati, lokalna skupnost v Trbovljah res z nas stopiti skupaj, ko je to potrebno. Katja, že Laura je povedala, da kadarkoli organizira kakšno dobrodelno stvar, pa tudi kaj drugega, je glasbena šola, pa Katja zraven. Ja, no, Katja, ne toliko kot naši učenci glasbene šole Trbovlje. Ja, to smo pa običajno vedno pri takih prireditvah zraven. Tako, ko je že Laura na sami prireditvi povedala, tudi jaz osebno Krisa že zelo dolgo spremljam. Tudi ne tako zelo dolgo, ne tako majhnega otroka, ampak malo kasneje, ko je začel tudi sam na klaviaturo malo sprobavati. In se mi je zdelo fascinantno, kako lahko taki otroci, ker mi spremljamo te naše normalne, zdrave otroke, njihov razvoj in te potem en tak otrok s takimi sposobnostmi vse fascinira. In če je potrebno pomagati in če se da pomagati, potem je tudi nam to veselje. Naši učenci pa konec koncev nabirajo kilometre izkušnje, takole odrske, tudi na takih prireditvah in je prav, da spoznajo, da glasbeno delo ni samo delo, ki nudi poklic, mogoče tudi zaslužek v bodoče, če se za to odločiš, ampak je povezano velikokrat tudi s humanitarnostjo, s pomočjo in da je prav, da to svoje znanje in veščine, ki jih pridobivajo v glasbeni šoli, uporabijo tudi za nek dober namen. Katja, včasih se zdi, saj občutek je takšen, da je ta korona čas iz ljudi izvabil nekako na površje, je prišlo tudi vse tisto, kar je slabega, ne prav dobrega, ampak lej, še vedno se najdejo kakšni projekti, kjer pa dobrota udari na dan. Ja, glede na to, da se že 2 leti soočamo s to korona krizo, ki je na šolskem področju naredila kar precej kaosa in to je zelo milo rečeno, da se soočamo s problemi, ki si jih nismo niti predstavljali, da ti zdravi normalni otroci, ki jih imamo mi v glasbenih šolah, ki so bili polni entuzijazma, z veseljem hodili, z veseljem muzicirali, z veseljem nastopali, kar naenkrat vse to usiha v poplavi teh negativnih inputov strani medijev, staršev tudi doma, okolice. Vse skupaj potem vleče na nek čuden dno. Ampak ko pa pridemo nazaj v prostore šole, ko se družimo z učitelji 1 na 1 v učilnicah, pa zopet spoznaš, da ti otroci so tisto, kar so bili še 2 leti nazaj, da to jih ni pokvarilo.
To mi odrasli mislimo, da je toliko slabega okoli nas. Jaz mislim, da so otroci veliko lažje sprejeli te nove okoliščine in nov način življenja, da mi odrasli preveč kompliciramo in jih preveč obremenjujemo z nekimi informacijami, ki sploh niso merodajne za življenje v bodočnosti in bi bilo bolj prav mogoče prisluhniti tem našim mladim bodočim rodovom, ki bodo peljali to našo zemeljsko oblo naprej in pomagali ne samo takim, ki so pomoči potrebni, tako kot je recimo Kris, ampak tudi drugemu v čisto vsakdanjih normalnih okoliščinah in da konec koncev, da poskrbijo za ta naš bogi planet Zemlja na en lep način. Katja, mislim, da si povedala tisto, kar je tudi v mojem srcu in jaz upam, da bi bilo to povedano kar vsak dan, magari tudi vsako uro. Ja, pa da nas bi bilo veliko takih, a ne? Katja, pa bomo tebi dali zaključno besedo. Verjetno si tudi sama vesela, ne, da je res prišlo kar veliko obiskovalcev kljub temi težkimi epidemiološkimi pogoji. Res je, jaz sem srčno vesela in hvaležna za tako lep odziv, za vso podporo in pomoč Laure, Jolande, vseh njenih deklic in vseh dobrih ljudi, za res čudovit odziv in bom rekla za vso podporo in pomoč, za Kristjana in seveda tudi za vse ostale otroke, kateri so pomoči potrebni. Seveda je žalostno, da pač, bom rekla, otrok, če je bolan, ne dobi potrebne pomoči strani zdravstva, ne. Žal je tako, ampak sem tudi neizmerno vesela, da obstajajo dobri ljudje, ki priskočijo na pomoč, ki peljejo takšne projekte, takšne in podobne projekte za pomoč vsem pomoči potrebnim. Hvala, hvala, hvala.